Poslanec državnega zbora Jožef Horvat je v pogovoru za TV As predstavil svoj pogled na potek sestavljanja nove vlade. Spoštovane in cenjene gledalke in gledalci, v oddaji Dogodki gostimo poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, stranke Nove Slovenije Jožefa Horvata. Lep pozdrav vam in seveda tudi v vlogi vodje poslanske skupine te stranke. Dober dan in prav lepa hvala za vaše povabilo. Za vami je zdaj že glavni tisti pogajalski del, bova rekla, pred novo vlado premijer, ki je že izvoljen oziroma potrjen, gospod Janez Janša. Stopili ste v koalicijo, v kateri je v programskih zapiskih koalicijske pogodbe veliko tega, kar imate tudi vi v vašem programu, je to bilo povsem potem verjetno sprejemljivo tudi na sami stranki, da se pridružite koaliciji, ki bo sicer uradno samo 2 leti, brško ne. Ja, res je. Čeprav smo mi 27. januarja, ko je gospod Marjan Šarec odstopil z funkcije predsednika vlade, potem ko je ugotovil, da so ga njegovi ključni ljudje zapustili, da so odšli stebri, na katerih je stal, smo potem mi prvi dan in naslednji dni govorili o tem, da bi bilo za državo najboljše, da gremo na volitve. Zakaj? Zato, ker znotraj sedanje sestave državnega zbora nismo našli večine, udobne večine, ki bi lahko speljale neke prepotrebne reforme v Sloveniji. Ampak seveda pa se zavedamo, da so nam poslancem volivci dali mandat za 4 leta in je to potrebno ceniti, to je potrebno spoštovati. Potem smo se začeli pogovarjati, dobili smo 2 pismi, eno od Alenke Bratušek, drugo od Janeza Janše. Pri Alenki Bratušek smo videli, da ne bomo prišli do neke rešitve. Potem pa tukaj z SDS, z stranko Modernega centra in z Desus, pa smo ugotovili, da le imamo neke skupne točke. In prav na teh skupnih točkah smo gradili potem tudi našo koalicijsko pogodbo. Ja, povsem normalno je, da smo jo gledali skozi prizmo, skozi optiko našega temeljnega programa Nove Slovenije krščanskih demokratov, ki smo ga posodobili, aktualizirali lani na novembrskem kongresu in smo rekli, da naš temeljni politični program stoji na 4 stebrih: dostojanstvo človeka, svoboda, pravičnost in varnost. In ko smo skozi to optiko pogledali koalicijsko pogodbo, jo seveda še tudi pomembno dopolnili, smo rekli, ja, ok, kljub temu, da imamo efektivnega časa samo 1 leto do rednih volitev v sredini leta 2022, smo rekli, nekaj se tu da narediti ob upoštevanju, da si vsak dan znova krepimo medsebojno zaupanje, ki je ključen pogoj za sodelovanje, in da resnično gledamo, da imamo pred seboj izključno ljudi, nič drugega, naše ljudi, se da izpeljati neke ključne rešitve. Na prvo mesto smo postavili čakalne vrste, zdravje je največja vrednota vsakega človeka, dolgotrajna oskrba, 15 let že iščemo rešitve, politika išče rešitve in ne najde. Potem poslovno okolje. Nekatere države, ki so včasih tudi imele socializem, tako kot mi, so danes z vidika investitorjev, domačih in tujih, bolj atraktivne. Pred nami? Pred nami. Je pa seveda, poglejte, vsak dan prihaja neke posebne situacije. Mi nismo v koalicijsko pogodbo zapisali problemov glede koronavirusa, ampak najprej se bomo s tem ukvarjali. Mi nismo zapisali zadev glede migrantov, najprej se bomo s tem ukvarjali. Potem pa seveda tudi, kot zdaj slišimo, natančnih številk še nimamo, da je bil proračun napačno načrtovan, da na nekaterih resorjih zeva kar nekaj 10, morda kje celo nekaj 100 milijonska luknja. Jože, znotraj stranke vaše Nove Slovenije, verjetno ste dosegli neki konsens, dogovor, ni bilo nekih nasprotovanj, vemo, kaj se dogaja recimo v stranki Modernega centra, ne? Tam so se praktično razklali, razbili, vsak na svoje, vsak svoje mnenje, pri vas verjetno ste vsaj v končni obliki, vemo, da ste enotno pristopili kot trdna stranka, ki bo seveda tudi trden člen v novi koaliciji. Absolutno. Mi smo vedno bili zanesljivi koalicijski partner in verjamem, da bo tako tudi sedaj v tej koaliciji. Za nas, kot rečeno, je bila ključna vsebina, kaj bomo naredili, na kak način.
Res je, sem hvaležen, da ste vi ugotovili, da smo bili enotni pri odločanju, ali je ta koalicijska pogodba za Novo Slovenijo sprejemljiva in ali vstopiti v to koalicijo in vlado. Svet stranke, ki je najvišji organ med dvema kongresoma, je glasoval enotno. Kljub temu, da se je v nekaterih medijih pojavila dezinformacija, da je bilo veliko zadržkov, resnica je naslednja. Svet stranke Nove Slovenije šteje 88 članov, 56 je bilo prisotnih in samo ti lahko glasujejo in vseh 56 je glasovalo za koalicijsko pogodbo in za vstop v koalicijo. Popolna enotnost. Seveda ste morali že, kajti novi premier je zasukal rokave kar hitro, zahteval tudi hitro kandidate. Dobili ste 3 resorje, 3 ministre ali ministrice, ne vem, kako je s tem pri vas, v vaši stranki, pa vendarle s izkupičkom verjetno ste zadovoljni, da boste vodili 3 ministrstva. Vemo najbolj o tistem, ki ga bo vodil vaš predsednik stranke, gospod Tonin, gre na obrambno ministrstvo, kar je bila njegova dolgoletna želja, spomnim se mandate in mandate nazaj je tudi vedno v svetu pravzaprav in v odboru za obrambo vsa leta in zgleda to, kateri drugi 2 ministrstvi še boste pokrivali, pa nam zaupajte in tudi zdaj je že jasno tudi, kdo so kandidati, ki bodo šli na zaslišanje hearing v državnem zboru. Ja, hvala lepa res za to priložnost, da v teh resorjih, ki smo dobili, lahko malo več povem. Povsem normalno je, ko gre stranka ali kdorkoli, pogajalec v pogajanja, da si zastaviš visoke, seveda tudi realne cilje. Ampak s tem, kar smo dobili, smo mi zadovoljni. Imamo, kot ste pravilno ugotovili, obrambo. Tukaj bo zasedel ministrsko mesto magister Matej Tonin, naš predsednik. Vsa leta, kar je v parlamentu, od 2011 naprej, je član odbora za finance. Kar pa mogoče slovenski javnosti ni toliko znano, je pa njegov izjemen angažma v parlamentarni skupščini Zveze NATO. To je na nek način NATO parlament, ki ga sestavljajo poslanci iz nacionalnih parlamentov. Tam je on izjemno dejaven v odboru za raziskave in razvoj, praktično na vsakem zasedanju postreže s kakšnim referatom. Potem naslednji resor je infrastruktura, gre za prometno infrastrukturo in seveda gre tudi za energetiko. Izjemno pomemben resor, če gledamo zdaj po proračunskem razrezu, praktično najmočnejši ali pa drugi najmočnejši, prvi je šolstvo. Tega bo vodil moj kolega, poslanec zaenkrat še, Jernej Vrtovec. Dobili pa smo tudi resor delo, družina, socialne zadeve in invalidi. Kot veste, smo zelo socialna stranka, kar zadeva gospodarstvo in delo, zagovarjamo model socialno-tržnega gospodarstva, socialno-tržnega. Marsikdo to ne razume, pa če dovolite, to pomeni, da mi absolutno zavračamo model iz socializma in seveda zavračamo tudi turbokapitalizem. Socialno-tržno pomeni, da je pravzaprav človek v ospredju. In tukaj bo pa ta resor prevzel naš dolgoletni strokovni sodelavec prav na tem področju in predsednik Zveze delavcev pri naši stranki Novi Sloveniji, to pa je gospod Janez Cigler Kralj. Zanimivo, da se še vrnemo k temu resorju, oziroma ostajamo tukaj. Tudi premier je že takole v mediji izpostavil, da se bo tu premaknilo veliko naprej. Ne nazadnje, leta in leta ni bil zgrajen noben dom za ostarele. 2 sta v gradnji, ki se prekinila. Sedaj se bo to bojda nadaljevalo in bi naj v tem mandatu do konca teh 2 let, 2 let pa pol, kolikor je, zgradili 5 novih. Tudi to je verjetno eden od tistih adutov koalicijske pogodbe, ki vam še kako gre na roko, ker boste to ministrstvo tudi vodili. Absolutno. Res je, pravilno ste ugotovili, zadnji dom je država izgradila v mandatu 2004-2008, ko smo mi, Nova Slovenija, vodili ta resor. Mi nimamo nobenih težav, če se tukaj vklopi tudi zasebni kapital. Se pravi, da zasebno partnerstvo. Javno-zasebno partnerstvo, tu imamo več modelov.
Država preprosto ne bo imela nikoli dovolj denarja, da bi sama sfinancirala domove, vse bolnice, vse šole in tako naprej. In tukaj je treba na en pameten način, po vzgledu uspešnih držav, vključiti tudi, angažirati tudi zasebni kapital. Seveda tukaj je potrebno, da pa, če država da koncesijo, da ima strogi nadzor, kaj se konkretno v tem domu starejših dogaja. Seveda ves čas tudi spodbujamo k temu, da vendarle Državni zbor enkrat po 15 letih priprav sprejme zakon o dolgotrajni oskrbi. To je sicer stvar resorja za zdravstvo, za zdravje, ne sociale, ampak je v bistvu v končni fazi stvar celotne koalicije. Vi veste, da smo v našem programu tudi vsebinsko zelo močni na družinski politiki, govorimo o demografiji, mi moramo naše demografske kazalnike popraviti, če ne, se bomo enkrat znašli v situaciji, ki ne bo več ljudi, ki bi plačevali za najine penzije, če bova dočakala, ne? In preprosto ne bo davkoplačevalcev, da sem zelo direkten. In tu je zelo potrebno, sploh pri manjših narodih, izjemno pomembno je, da ima eno dobro, pozitivno družinsko politiko. Seveda tudi na področju dela, delovnopravna zakonodaja potrebuje nekaj korektivov, je pa dejstvo, in to tukaj upam zelo na glas povedati, smo mi v zadnjih, ne vem, 10 letih pa našo socialno politiko povsem razsuli. Nova Slovenija zagovarja 2. člen Ustave. Slovenija je socialna, pravna in socialna država in mora biti socialna. Mi socialo razumemo kot neko močno mrežo, ki ujame človeka, ko ta pada. Kdaj pa pada? Pada, ko je vržen na cesto, ko je stečaj. Pada tudi, ko je bolan, ko zboli. Potem ga mora država ujeti in ga držati, dokler ne ozdravi, oziroma dokler kot zdrav si ne najde službe, dela. Danes smo prišli do te situacije, da se v Sloveniji ne splača delati in to moramo popraviti. Tudi ko ste bili člani opozicije v prejšnjih mandatih, ste imeli izredno pripravljene amandmaje, predloge za spremembe zakonov. Jasno, ko si v opoziciji, koliko ti dovoli koalicija, toliko se to sprejme. Sedaj ste v koaliciji in verjamem, da bodo vaši res dobri predlogi, ki ste imeli tudi v prejšnjih mandatih, ugledali luč sveta in da bodo sprejeti v Državnem zboru. S tem pa ne mislim samo na te 3 resorje, ki boste nekako nadzirali svojimi ministri, ampak tudi na druge, kajti tudi na drugih področjih imate umestne predloge in kaj zapovedati. Želim jasno povedati gledalkam in gledalcem, da mi zdaj, ko smo vstopili v koalicijo našega političnega programa, naših načel, naših stališč, ne menjamo. Zato smo jih zapisali v koalicijsko pogodbo, seveda jih uskladili tudi z ostalimi 3 koalicijskimi partnerji. Politična koalicija je zelo kompleksen sistem. Tukaj smo skupaj zato, da skupaj nekaj dobrega naredimo, obenem pa smo še vedno in ostajamo politični konkurenti. Tako da tudi na področju gospodarstva imamo zelo dobre rešitve, nekaj jih je zapisani v koalicijsko pogodbo, ampak kot rečeno, imamo relativno malo časa. Želimo si, da bi v tem kratkem času naredili res nekaj dobrega, da bi to ljudje pri sebi občutili in da bi potem okrepljeni prišli na volitve leta 2022 in oddelali še najmanj en mandat. Ostajamo pri teh lepih željah, ne bomo brskali po preteklosti, o razhajanjih prav vaše stranke in stranka, ki bo sedaj pravzaprav vladala, socialdemokratska stranka, Slovenska demokratska stranka. Bomo tole pustili za kdaj drugič, naj čas prinese svoje. Jožef Horvat, seveda poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, v tej vlogi, v vlogi vodja poslanske skupine Nove Slovenije, vse dobro, veliko uspeha, verjamem v dobrobit vseh državljank in državljanov Slovenije, boste dobro delali, zasukali rokave, da bo naša Slovenija uspela, da bo lepša in da ne bomo zaostali zaradi teh stvari političnih, ki so nas zopet malce ustavili pri našem razvoju. Najlepša hvala še enkrat za povabilo, na ta prijeten pogovor, za dobre želje in vse me poznate in tudi gledalke in gledalci me poznajo. Jaz ostajam še naprej enak in vztrajen zagovornik ljudi,
ki živimo v deželi ob Muri. In verjamem, da se bo vsaj v tem času že vsaj majčkeno premaknilo to preveliko centraliziranje moči v Ljubljani in okrog Ljubljane, da bo ta naša vlada se zavedala, da živimo tudi na obrobju in da se bo zavedala, močnejše, ko je obrobje, ko je periferija, močnejša je država. Drage gledalke, spoštovani gledalci, to je v današnji dogodki bil pogovor z Jožefom Horvatom, poslancem Državnega zbora, vodja poslanske skupine Nove Slovenije, novi člani koalicije in želim vam, da tudi še naprej spremljate aktualnosti in dogodke na naši televiziji. Srečno do prihodnjič.